Pozdravljeni! Preden se začnejo kvalifikacije za veliko nagrado Brazilije, še prispevek o tem, kakšne so bile tehnične spremembe, zanimivosti, ki smo jih lahko videli na prvih dveh prostih treningih in kaj sploh lahko pričakujemo od teh kvalifikacij. Preden začnemo s bolidi, še neka zanimivost, namreč asfaltna površina. Vidimo, da v Braziliji je ta čisto drugačna od tiste, ki smo jo videli v Združenih državah Amerike. Seveda tudi tu so tiste vzdolžne proge, tisti kanali, kateri pomagajo pri drenaži, a vseeno asfaltna površina je čisto nekaj drugega od tiste v Austinu. In če bo kdo mislil, da v Austinu so imeli težave, ker gre za progo na močvirnati podlagi, je isto tudi tu v Braziliji, le da tu je asfalt v bistveno boljšem stanju. A pojdimo raje na bolide. Seveda na predzadnji dirki v sezoni ni za pričakovati ne vem kakih sprememb. A vseeno, samo če pogledamo tiste prednje profile bolidov, vidimo lahko marsikaj. Namreč tu je prišla do izraza tista razdelitev, če gledamo bolid od spredaj profila na tretjine. Od sredine nosu proti zunanji strani imamo prvo tretjino, katera naj bi bila čim bolj čista, brez tistih pomožnih aerodinamičnih profilov. In videli smo, da ti mali zgornji pomožni profili so pri večini ekip zavihani bolj navnoter, skrajšani, tako da ne motijo zračnega toka tu v tistem prvem delu. No, tu imamo tisti sredinski del, kateri služi za generacijo tistega aerodinamičnega oprijema, zaradi katerega sploh je prednji aerodinamični profil tam. In na to imamo tisto zadnjo tretjino, tisti zunanji del, kateri služi bolj temu, da zračni tok usmeri proč od pneumatike kot generatorja zračnega upora. In če pogledamo fotografije z ekipe Red Bull, vidimo, da so prav na ta zunanji del primestili senzorje za kontrolo zračnega toka. In to zaradi tega, ker so pri Red Bullu prikazali nov prednji aerodinamični stabilizator. Seveda, zopet se je vrnil ta pokrit smrček na koncu nosu, vidimo spet te pomožne profile, kako so drugače zavihani, v glavnem za predzadnjo dirko so pri Red Bullu pokazali skoraj nov prednji del bolida. Seveda, govorimo v razmerju z ostalimi ekipami. Kar je zanimivo bilo pri gledanju teh tehničnih novosti, je bilo tudi to, kako so merili višino tega profila pri ekipi Haas. Vidimo, da so na konec in na sredino tega profila pritrdili senzorje. Pritrdili so jih kar s trakom, kot vidimo, a oni vejo, to drži. Zakaj je prišlo do tega? Kot veste, če se spomnite, pri Alfa Romeo Racing so imeli problem z fleksibilnostjo prednjega profila. Pravilnik namreč določa, da komisarji FIA morajo preveriti, koliko se upogiba ta del. A ne smemo enačiti zadev. Komisarji, ko gledajo, koliko se upogne profil, delajo statični preizkus. Ko bolid stoji, ga obremenijo s tisto točno določeno težo ter preverijo, koliko se je upognil. Pri Haasu so gledali, koliko se profil upogne med samovožnjo, merili so višino od tli. Gre za čisto drugo zadevo, kaj ti profili se upogibajo. Tiste sile, katere so podvrženi, so bistveno višje od tiste, ki jih meri FIA. In prav ekipa Haas je v veliki tehnični krizi in rabijo odgovore, zakaj so slabi. Tudi zato gledajo na te zadeve na predzadnji dirki v sezoni. A pojdimo na kvalifikacije, na tisto, kar lahko pričakujemo. Najprej na Ferrari in na Charlesa Leclerca. Situacijo, katero smo videli, je rahlo čudna in takoj bom razložil, zakaj. Vemo, da je imel Charles Leclerc težave s tistim pogonskim sklopom zadnje generacije na prejšnji dirki. Vgradili so mu tudi tistega z ogromno kilometrine specifikacije 2. No, sedaj je dobil motor z notranjim izgorevanjem specifikacije 3, novo enoto in posledično 10 mest kazni. 10 mest kazni pa zato, ker je prvikrat šel čez tisto magično mejo, ko se začne šteti. Tak je pravilnik. No, kaj to pomeni? Ukolikor bi Charles Leclerc dosegel pole position, pomeni, da bo začel dirko z 11. mesta. A kljub vsemu, če bo prišel v Q3, kljub tem mestom kazni, bo dirko začel na tistih pneumatikah, s katerimi se kvalificiral na Q2. In sedaj se poraja vprašanje, ali se mu splača sploh priti v Q3. Ukolikor ne bi prišel v Q3, da ima prosto izbiro pneumatik, bi dirko začel s konca štartnega razporeda.
In če bi začel s konca štartnega sporeda, je vseeno, zakaj smo omenjali samo motor z notranjim izgorevanjem, ukolikor bi mu zamenjali celotno enoto, bi prav tako začel iz zadnje vrste. In glede na kvaliteto bolida, mislim, da bi bila izbira racionalna. Kajti, ukolikor začne ali 15. ali 20. je vseeno. Prednost, ki bi jo imel z novimi pneumatikami, tistimi pravimi, izbranimi, malo bolj agresivno, glede na tistih spredaj, bi mu lahko pomagale. Ukolikor se bo kvalificiral enako kot vsi ostali v Q3 in da bo začel dirko v, bom rekel, ozadju, nekje tam v sredini skupine, bo pač po mojem osebnem vedenju izgubil tisto prednost in bo nekje prisiljen na tista zadnja mesta med prvimi 6, v katere bo seveda prišel, ukolikor ne bo imel težav. Pojdimo tudi malce do Honde. Videli smo na prostih treningih, da sta imela tako Kvyat kot Gasly težave s pogonskimi sklopi. Lahko pričakujemo, da bo prišlo do nekaj menjav, a vemo, da oni imajo življenjsko dobo pogonskih sklopov nekje na polovici ostalih in letos so jih toliko zamenjali, da je možno tudi, da bomo videli spet ponovno menjavo. Smo na predzadnji dirki in seveda material je pri koncu. Tega se moramo zavedati, a bolj točne analize o vzdržljivosti posameznega pogonskega sklopa je bolje, da bomo delali po sezoni. A tudi, kot sem povedal, za Toro Rosso moramo pričakovati kako menjavo. Če pogledamo sedaj generalno sliko in govorim za kvalifikacije in ne za ritem dirke, vidimo, da so prvi trije v bistvu skupaj. Kaj to pomeni? To pomeni prvič to, da vsi tisti, ki so še pred 14 dnevi na ves glas govorili, kako Ferrari je nekaj imel čutnega na pogonskem sklopu, ki so ga po intervenciji FIA nekako odstranili, tisti čudni element, tisti čudni program, karkoli je že bilo, so se enostavno motili. Šli so bolj na tisto, bom rekel, senzacionalistično zadevo, tisto, bom rekel, pritegovanje bralcev brez kake osnove. Ferrari je bil konkurenčen v prejšnji dirki, a proga pač ni ležala bolidu. Tu v Braziliji, čeprav so razmere podobne tiste v Španiji, kot so rekel, kot tip proge, je Ferrari zopet v vrhu. Nima kakšne prednosti, a je enakovreden ostalim. Zato ne smemo zadev, ukolikor nimamo osnov, kar tako posploševati. Seveda, mnogi sprašujejo, kaj je dovoljeno in kaj ni, ter FIA da pismo svojo interpretacijo. A to še ne pomeni, da ima kdo kaj proti pravilniku. No, pri kvalifikacijah lahko pričakujemo izjemno enakovreden boj med prvimi tremi. Pri ostali tisti, bom rekel, srednji skupini vidimo tudi kar precej izenačeno situacijo, problem bo bolj na koncu. Seveda, pri Williamsu jih lahko pričakujemo na zadnjem mestu, a vidimo, da bo mogoče prišlo spet do tistega boja med Alfa Romeo Racing in Haasom. Kakega velikega napredka tu, saj sam osebno nisem videl. Glede pneumatik, v Q2 ne vidim razloga, zakaj bi kdo rabil tiste srednje. Lahko se motim, a mislim, ukolikor bojo uporabili dva postanka, da bomo videli saj tisti začetni stint na pneumatiki soft, katere so C1, C2, C3, to se pravi tiste soft, ki jih vidimo sedaj tu v Braziliji, so enake tistim medium, ki smo jih videli še na prejšnji dirki v Združenih državah Amerike. Toliko o tem, kako so poenostavili pneumatike za publiko, da bolje razume, zakaj gre. No, to je na kratko tisto, kar bi bilo vredno poslušati pred kvalifikacijami za veliko nagrado Brazilija. Kvalifikacije bom kot ponavadi spremljal v živo na Facebooku. Kvalifikacije se začnejo ob 19. uri po srednjeevropskem času, sam se bom vklopil 18:45. Vabljeni k poslušanju, komentiranju, bom rekel, in postavljanju vprašanj tudi tam. Še enkrat hvala za vašo pozornost in nasvidenje.